Naslednje vprašanje zastavlja Blaž Ermenc, Radio Slovenija. Spoštovani, komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je v petek ob pandemiji koronavirusa članice te organizacije pozvala k ohranitvi svobode medijev in k boju proti dezinformacijam. Ob tem je tudi Slovenijo na osnovi ene pritožbe uvrstila med države, v katerih prihaja do pritiskov na novinarje. Vlada je zapisu poslanem Svetu Evrope odgovorila na omenjene kritike in med drugim zapisala, da večina slovenskih medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima in pod tem vplivom so bili mediji vse do prve vlade Janeza Janše. Med vlado Boruta Pahorja so bile nato v medijih izvršene čistke, je še zapisano. V zapisu še piše, da RTV Slovenija tudi po mnenju nekaterih intelektualcev, recimo skupine Glasno, ne predstavlja vedno objektivnih informacij, temveč zgolj enostransko kritizira demokratično izvoljeno vlado. Vprašanje za ministra Počivalška. Ste seznanjeni s tem dokumentom in kaj si mislite o tem? V tem trenutku moram reči, da se ukvarjam predvsem z nalogami, ki sem jih dobil na pripravi drugega paketa ukrepov za pomoč gospodarstvu, to se pravi, kako bomo zagotovili likvidnost, da bomo gospodarstvo ponovno zagnali. Ukvarjam se, kot vidite, z nabavo zaščitnih sredstev, tako da lahko rečem samo to, da bi si želel, da bi uspeli vse te naše napore bolj transparentno posredovati slovenski javnosti. Zato se trudimo tudi skozi te novinarske konference. V vsakem primeru obsojam vsak pritisk na novinarje. Mislim pa, da se v tem trenutku mi na vladni strani nimamo časa ukvarjati s tem, kako se o tem, kar delamo, poroča. Najlepša hvala za odgovor.